Na koncu bo pa še zaključen po enem letu intervju z vsemi povzetki, pa z vsem, kar sem se naučil, doživel, tako naprej. Tako da se vidimo. Zopet en lep pozdrav vsem skupaj. Evo pa eno leto okrog. Se še spomnite te lokacije? Točno na isti lokaciji sem pred enim letom snemal vodni intervju. Več kaj da se ni spremenil. Dobar, grmi so malo višji. Sava še zmeraj dol teče. Oziroma jaz sem se malo spremenil. Oziroma bolj bo da rečem ne spremenil, dodelal, nadgradil, updateu. No se ni važno. No, če se ne spomnite uvodnega intervjuja in če niste sledili vsemu dogajanju, lahko spodaj pod tem video posnetkom vidite vse linke, pa si lahko vmer vse videe za cel let pogledate. Tako da imate zdaj filmčko za tako en celovečerni film, to je en tak roman, ali pa bolj komedija, mogoče akcija, ali pa neki vmes. Zakaj sem se lotil tega projekta? Kaj vse zajema, odkje je ideja in tako dalje in tako dalje. To je vse povedano v uvodnem intervjuju, tako da mogoče zdaj ne bi glih o tem preveč bluzil, pa bi kaj druga povedal. Mogoče bi zdaj poudaril par zanimivosti. Dogajalo se je marsikaj, naredil sem precej dobrih stvari, nekaj napak, nekaj neumnosti, kakorkoli, nekaj čist človeškega bi rekel. Glavni cilj je bil dosežen, kljub kakšni poškodbi, različnim letnim časom, vremenu, temperaturi, včasih utrujenosti, včasih natrpanem urniku, problemu in še kaki nepredvideni oviri, mi je uspelo uspešno zaključiti projekt in športati 365 dni. Zdaj, da ne bom preveč nabijal, vse slike z opisi vseh dni so v albumu, ki je na linku tega videoposnetka, sem pa še pisal osebna mnenja, opažanja, občutke v ročni dnevnik. Kar se kondicijske pripravljenosti tiče in znanja, ki sem ga osvojil, lahko rečem, da sem napredoval še bolj, kot sem pričakoval. V bistvu bi lahko rekel, da sem celo malenkost presenetil samega sebe. Še vedno pa nisem čisto zadovoljen sam seboj. Še zmeraj obstajajo tehnike in športi, ki bi želel sprobati in izpopolniti. Še tale zanimivost. Vmes sem kljub nekaterim uspešnim rezultatom bil zelo nezadovoljen sam sabo. Zdaj do tega je prišlo zaradi tega, ker na Facebooku, YouTubeu in v življenju kar naprej spoznavam nekatere ljudi, ki so boljši, nekateri celo najboljši. Gledam video posnetke, ki so na meji človeških sposobnosti in avtomatsko strmim k temu, brez da bi se včasih sploh zavedal, kaj pa mi je pa mogoče že rata. No dobro, egota si zdaj ne rabim nabijati, ne? Ampak včasih je dobro se malo ustaviti pa pogledati malo svoje rezultate pa svoj napredek pa biti že s tem zadovoljen. Dobar, spet pa ni nič narobe, če se zgleduješ po boljših od sebe in strmiš vedno še k boljšemu in še k večjemu napredku. Ok, zdaj pa tako, ko sem obljubil. Kratko in jedrnato za vsak mesec, pa da bom še krajši in probal v enem izdihljaju povedati vse za en mesec. Tako, vse 12 mesecev na hiter. Gremo. Prvi mesec. Vse se je začelo z eno veliko željo in ker sem imel dobro podlago že odprej, sem kar naenkrat hotel začeti v mojem življenju postavljati nove meje. Kasneje sem ugotovil, da se treba zadeve lotiti malenkost bolj taktično. Nisem najbolj vedel, kako bi se lotil snemanja poročila. Drugi mesec. Osvajati sem začel cel kup novih tehnik, predvsem pri plavanju in fitnessu. Ker sem bil navajen ene stvari delati malenkost po svoje, sem mogel najprej pozabiti na te stvari, da sem se lahko potem začel učiti na novo. Pri snemanju poročila sem ugotovil, da je pametno, da si predhodno izpišem stvari, da povem samo tisto bistvo. Tretji mesec. Kar nekaj zadev se je izboljšalo takoj, nekaj pa kasneje. Pri gimnastiki sem dopolnil in nadgradil kar nekaj elementov. Pri snemanju poročila težave z vetrom. Četrti mesec. Športi na snegu, smučevleka z avtom in prvič na bordu. Ugotovil sem, da bi rabil nadomestna kolena in trtico, ampak z vztrajnostjo je šlo počasi naprej. V borilnih športah sem počasi začel delati v borbi na distancah. Poročilo, pri snemanju poročila, težave z zvokom v sobi, ker je odmevalo. Peti mesec. Zadeve se še vedno odvijajo naprej, ampak pri dvojni nazaj na trampolinu pride do poškodbe in dobim šive. Zadeve se še vedno odvijajo naprej, ampak nekoliko bolj kontrolirano in omejeno. Delam recimo vaje za zgornji del telesa, za trebušne, za stabilizacijo, raztegovanje, na orbitrek, osobnem kolesu in tako dalje.
Snemanje poročila se zaplete pri večurnem montiranju. 6. mesec. Vse zadeve kljub vzponom in padcem počasi napredujejo. Pri bordanju se začnejo delati prvi zavoji, pri smučanju se obnovi dinamičen način vožnje po smučišču, izven smučišča, po gozdu in freestyle parku. Pri snemanju poročila se zaplete, ko je baterija prazna. 7. mesec. Sneg skopni, sonce se utopli in zunanje aktivnosti zbudi. Tukaj sem mislil predvsem razne začetke teka, pohodništva in tako dalje. Precej se dela tudi v fitnessu in na gimnastiki. Dosti se popravlja tudi plavalna tehnika. Ponovim osnovne izhode in tehnike borilne veščine, ki sem jo treniral pred časom. Pojavijo se nepredvidene težave pri snemanju poročila. 8. mesec. Izboljšave nekaterih tehnik pri gimnastiki, pri zahtevnejših tehnikah se dodajo novi elementi. Izboljša se plavanje, malenko se izboljša tudi borbeno gibanje pri borilnih športih. Začne se kolesariti. Pri snemanju poročila težave z dihanjem pri hitri hoji na Pohorje. 9. mesec. Treningom dodam insanity treninge, to so treningi z lastno težo. Začnejo me zanimati tudi olimpijski dvigi, zato prosim za pomoč prijatelja, ki se s tem ukvarja. Uspe mi narediti skleco na eni roki in pa vzgibe v L-sit položaju. Pri snemanju poročila težave z zatikanjem in bluzenjem. 10. mesec. Pri gimnastiki mi je poleg nadgradnje nekaterih tehnik uspelo doseči tudi vrhunc, to je trojna salta naprej. Kasneje sem poskusil tudi trojno salto nazaj iz 5-metrske skakalnice v bazen. Ni šlo. Še vedno delam insanity treninge, vadim olimpijske dvige in vaje z lastno težo. Ugotovim, da se je dobro tudi raztegovati. Naredil sem prvi duatlon oziroma akvatlon. Pri snemanju poročila težave, ker se ljudje odzadaj ful čudno obnašajo. 11. mesec. Ker se selim iz Maribora, postanejo gimnastične zadeve nekoliko bolj omejene. Nadaljujem s treningi z lastno težo, tekom in kolesarjenjem. Ugotovim, da je tudi crossfit zelo zabaven. Lotil sem se tudi nekaterih breakdance gibov, ampak samo osnovnih korakov. Naredil sem prvi triatlon in pretekel velik maraton 42 km. Težave z snemanjem poročila zaradi sonca in sence. 12. mesec. Triatlon sprint povečam v olimpijski triatlon in kasneje half Ironman oziroma poljekleni mož. Ker želim iti s kolesom na morje, se odločim, da bom osvojil 3 visoke hribe Posavja. Bohor, Lisca, Kum. Kasneje se lotim kolesarjenja na Krk na morje in ugotovim, da je bilo kolesarjenje na morje lažje kot posvojiti te 3 vrhove. Pri gimnastiki se odločim za rondat dvojno salto nazaj, pristanem na kolena, nato pa me iz kolen odbije preko glave nazaj na kolena na parket. Pri snemanju poročila težave z gledanjem pod noge. Evo, tako bi bilo nekako nakratko predstavljeno dogajanje celega leta. Zdaj za več informacij za posamezni mesec najbolj, da si pogledate želeno poročilo. Zdaj v vseh teh 12 mesecih jaz mislim, da ni bilo nič takega, kar bi izstopali, razen snemanje poročil. Ampak dobro, tukaj so bile težave, ampak pustimo, to tak ni primarna stvar tega projekta. Zdaj, kot že rečeno, nisem še osvojil vseh ciljev, ampak še vedno strmim k temu. Zdaj, problem in dobra stvar je hkrati ta, da kar naprej dobivam nove želje in cilje in si želim več in več in več. No, s tem ni nič narobe, po mojem ni nič narobe. Problem pa bo, ko bom enkrat začel hoditi v službo. Takrat bom imel manj časa, manj energije, napredek pa bo dost manjši, če sploh bo. No, ampak na to temo bo še en video, malo mojega notranjega razmišljanja in pa situacije, v kateri sem pristal zdaj ob koncu projekta. To bi bilo nekako vse. Upam, da vam je bila zgodba, ideja in izvajanje projekta všeč. Trudil sem se prikazati čim več stvari v ozadju, se pravi vse vzpone in padce. Moram reči, da je šlo ogromno časa za montiranje, za snemanje, obdelavo, pisanje poročil in tako dalje. Ampak moram reči, da zdaj na koncu, ko gledam nekatere rezultate in izdelke, moram reči, da sem zelo zadovoljen. Lepa hvala vsem, ko ste pomagali, vsem, ko ste sodelovali, ko ste me podpirali, tudi tisti, ki ste sam gledali, hvala. Upam, da zgodba in ideja mogoče komu koristi, mogoče koga motivira, če se bo pa kdaj najdel kak junak, ko se bo lotil iste stvari, To pa tak konc, to pa svaka čast, ker pol pa ne vem, kaj bom naredil. Z veseljem se pol na koncu v kaki ali pa v večjih športnih vejah tako udarimo med sabo, Jaz pravim, tisto zdravo rivalstvo mora zmeraj biti. To je to bi bil zdaj nekako ta zadnji video. Zdaj ta, ki pa še sledi, to je pa v bistvu samo nek bonus ali pa dodatek, Ampak to je zadnje poročilo, dame in gospodje.
Še enkrat, hvala lepa in se vidimo. No, se še ni konc, itak bom igral še naprej, kaj je z vami, itak. Bodite zdravi, bodite športni, bodite fejst. Solzice, ne, krokodilje solze, vete, koliko solz sem že spustil. Cela Sava se je dvignila za 2 metra. Čau!